ta, da se z novim zakonom ustvarja nova statusna oblika RTV Slovenija, in sicer se oblikuje samostojna pravna oseba javnega prava, posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, in v zvezi s tem njena statusna oblika je v sedanjih zakonodaji nedorečena, kar pravzaprav ustvarja vprašaj, kakšna družba sploh je, ali gospodarska ali javna. Nadalje nasprotujemo zakonu zaradi odpiranja teme, kot so plače in status javnih uslužbencev, to je kar 2000 zaposlenih v RTV-ju. Po naši oceni je to nepotrebno, saj je sedanji plačni sistem dobro urejen in lahko pride do zlorabe tega in tudi do krčenja pravic, ki so sedaj pridobljene z sedanjim plačnim sistemom. Tudi sam pluralizem se zmanjšuje, saj se število članov v programskem svetu RTV-ja zmanjšuje iz 29 sedanjih članov na 17, kar seveda onemogoča pluralni družbi, da predstavlja svoje argumente. In še nadalje veliko je takšnih nasprotovanj, zato bomo tudi predlagali glavnemu odboru, da sprejme sklep, da Slovenska ljudska stranka nasprotuje sprejemu takšnega zakona, da se seveda vsi člani udeležimo referenduma in glasujemo proti.